Danes kuham družinsko srečo ali zelenjavni kari s kokosom. No, začnemo z rdečo čebulo, ki jo najprej olupimo. Jaz bom dala kar 2. Aja, točne količine so vedno napisane spodaj v infoboxu. Torej, sekljamo s čebulo in se probamo ne zjokati. Aja, pameten nasvet. Dober je, če nohte držite takole, ker se potem ne urežete. Sicer ne rata čisto vedno, ampak je pa pametno. Torej, nadaljujemo z melancanami, jajčevci. Vse v kariju bomo narezali na kockice. Prestavim jih v cedilo. Če melancan prej ne posolite in pač ne odcedite, kot jih bomo mi, imajo ponavadi grenak okus. Tako da s tem se rešimo vseh pač neprijetnosti. Melancane posolimo, kar 2 ščepca. Malo premešamo. Zaradi soli bojo zdaj spustile tisto grenko tekočino in bojo super mehke, ko jih bomo pač pražili v kariju. Nadaljujemo z bučkami. Jaz jih kar prerežem 2-krat. Takole. Ves čas jo pa držimo skupaj, da nam ne razpade. In zdaj lahko narežemo spet kockice. Ok, gremo se lotiti paprik. Odrežemo končke, potem pa ob belih semenih zarežemo in dobimo ravno plosko brez semen. Če kakšen ostane, ni panike, res ne. Narežemo jih na debele trakove in ugan kaj, spet jih bomo narezali na kocke. Ok, nadaljujemo s kolerabo, prerežemo jo na pol. In potem jo je najlažje olupiti, če malo zarežemo in potem potegnemo. In to je že olupljena koleraba. In spet narežemo na kocke. In kolerabo smo narezali. Ok, zdaj nam je ostala pa samo še cvetača. Kako se pa lotiti tega? Nekako odlomimo vse stranske liste, če so še kakšni ostali. Potem pa zarežemo v deblo, takole okoli, ker je tako kot en cvet, tale naša cvetača. In potem čudežno, taka drevesca odpadejo. Ostali so nam taki luškani cvetki in spet jih narežemo na ene toliko velike. Edina stvar, ki jo pa morate paziti, je pa, da imate dobro oprano zelenjavo. Tako da cvetačo bomo kar še enkrat tako oprali v cedilu. Ok, in zdaj nam ostane sam še paradižnik. Kako ga narežemo? Na kocke. Dodali ga bomo čist na koncu. Ok, olupimo še česen, kar ene 4 stroke. Živahna zelenjava. Ok, lahko začnemo kuhati. Zdaj pa res. Ok, zdaj se začne pa ta lahek del. Ne, resno. Rezanje je bilo, največ je bilo dela s tem. Tako da, segrejemo našo največjo ponev, ki jo imamo, v mojem primeru vok, ampak karkoli bo šlo. Jaz bom dala kokosovo olje, ampak to zaradi tega, ker itak bo kari s kokosom, plus kokosovo olje dobro prenaša vročino. Tako da, ne uporabiti olivnega, to ni najboljša izbira, ampak sončnično bo tudi v redu. Ponev segrejemo in počakamo, da se olje stopi. Olje se mora res močno segreti. Ok, dodamo ostalo čebulo. A slišite ta zvok? To je ta prav zvok čebule. In že zdaj dodamo kari, ker če začimbe prepražimo že zdaj na olju s čebulo,
spustijo več okusa. Dobro vedeti. Nekaj časa pustimo, da se čebula zapeče. Nočemo pa, da se zažge. Ok, tole izgleda kar v redu. Zdaj dodamo ta trde stvari. Torej, s tem mislim cvetačo. Ta rab najdalj časa. Dodamo tudi kolerabo. Cilj je, da zelenjavo na hitro zapečemo, tako da jo presenetimo. KBM. Vok imamo na visoki temperaturi, oziroma ponu, in mešamo. Res ne pustiti primer, ker se drugače pa zažge. Ko imamo takole zelenjavo pokrito s karijem, malo zapečeno, lahko dodate malo vode, ampak mi smo kuhinja na višjem nivoju, dodamo malo vina. No, zdaj, ko smo dodali vino, pokrijemo s pokrovko, da se cvetača in koleraba malo dušita v lastni pari in vinu. Ok, to smo pustili kakšno minutko, odkrijemo in pustimo, da tekočina tako izpari. In zdaj je čas, da dodamo naše melancane. Zdaj so take bolj, ne vem, spužvaste, ker so spustile tisto grenko tekočino, ker smo dali sol, ker smo pač pametni. In evo, dodamo melancane. Čas je, da malo posolimo, kar en konkreten ali pa dva konkretna ščepca, zato ker zelenjave je ogromno. Dajte delati po svojem okusu. Ni nujno, da naredite vse tako, kot naredim jaz. Ampak imate pa neko idejo, a ni res. Dodamo tudi česen, ki smo ga narezali. In ja, vok imam še vedno na najvišji temperaturi. Ok, zdaj dodamo pa bučke in v bistvu lahko paprike tudi zraven. Ok, tole se je zdaj pa sem zmanjšala temperaturo na ene 7, 5, moja najvišja je 9. In se je tole na malo manjši temperaturi pražali ene 4 do 5 minut. No, zdaj je čas, da dodamo javorjev sirup in pa kokos, ker je kokosov kari. Ok, premešamo in zdaj dodamo še paradižnike. Pustimo, da narahlo brbota še kakšnih 5 minutk in potem je naš kari kuhan. Ok, pa imamo kari skuhan. Torej, družinska sreča je na mizi. Super je z žlico grškega jogurta. Če imate pa radi posebej vroč kari, pa lahko dodate še malo kajenskega popra. Super je kot priloga k mesu, z drugim zelenjavnim jedem. Lahko ga jeste pa tudi samega. Tako, kot predjed, mogoče namesto juhe. Enostavno, sveže in božansko. Pač simpel, sveže iz kuhne. Se vidimo naslednji teden.